Pozdravljeni. Za začetek vztrajajmo pri ohranitvi svoje suverenosti, identiteti in svobodi. Skupaj lahko premikamo meje, dragi prijatelji, in ustvarimo svet, ki bo temeljil na resnici, pa če smo še tako majhni. Premikamo lahko meje. Enakost in spoštovanje pa sta ključni. Le tako bomo lahko rešili Slovenijo in pomagali tudi Evropi iz primeža globalnih manipulacij, o katerih smo zdaj dobrih 40 minut govorili, iz primeža globalnih manipulacij in ustvarjali boljšo prihodnost za vse nas. Ne obupajmo, ampak stopimo skupaj kot en enoten glas. Naša prihodnost je odvisna samo od nas. Zato zdaj zavzemimo usodo v svoje roke in ustvarimo svet, miselni svet po naši podobi. Ne pod podobi globalistov, po naši podobi. Ne pustimo se vplivati. Želimo živeti v dobrem, poštenem, ljubečem, čutečem in razumevajočem svetu, kjer se bomo veselili obetov, ki nam jih prinaša prihodnost. Zdaj pa bi prosil, preden začnemo z razglasitvijo in nagovorom, povabim Mojco. Draga Mojca, prosim, če se priklopiš in nas v duhu povežeš, da bomo razumeli, v čem je pomen, smisel in globina te deklaracije. Potem bomo pa z besedo nadaljevali. Izvoli, prosim. Oh Lord, protect us from what lies in front of us, behind us, above our heads, on our right, on our left, below our feet. When we are exposed, when we are exposed, oh Lord, when we are exposed, oh Lord, oh Lord, protect us. Srčna hvala, draga Mojca. V tem duhu zaščite, kateri nas je Mojca popeljala, Društvo Belis prične z razglasitvijo deklaracije ob prazniku izstopa in osvoboditve od škornjev organizacij Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije. Danes, dne 5. avgusta 2023, bomo predstavili deklaracijo Društva Belis o usmeritvah za delovanje Društva Belis po izstopu iz teh organizacij. Čist kratko besedo o tem, kaj pravzaprav deklaracija je, preden se poglobimo. V bistvu je uradni dokument, je uradna izjava, v kateri se določena skupina, organizacija izrazi ali razglasi oziroma uradno sporoči določeno stališče, namene in cilje svoje usmeritve. V deklaraciji so običajno navedeni pomembni vidiki in načela, ki jih želijo določene skupine poudariti, in mi bomo danes izrazili svoja načela in svoje usmeritve ter zavezanost k tej uresničitvi. Deklaracije so lahko različnih vrst, se uporabljajo pač v različnih okoliščinah, kot so politične, človekove pravice, okolje, gospodarstvo, družbene zadeve. So pomemben način izražanja stališč in ciljev ter prinašajo tudi zavezo k spoštovanju in uresničevanju. Toliko, da boste vedeli, kaj pravzaprav deklaracija je, da je to en dokument, ki nas zavezuje. Spoštovane dame in gospodje, dragi prisotni ter cenjene članice in člani Društva Belis. Danes smo tu, združeni v edinstvenem trenutku, da uresničimo našo suverenost in praznujemo svobodo, ki nam jo izraža deklaracija. V njej bomo zasledili 10 ključnih pomenov, ki se prepletajo z našo pravico do svobodne volje in svobodne izbire.
Svojo suverenost gradimo na trdnih temeljih naravnih zakonov, ki nas usmerjajo k pravičnosti, enakosti in sočutju. Naša odgovornost do svobode nas vodi k spoštovanju človekovih pravic, ki izhajajo iz Božjega stvarstva. Kot člani društva Beli združujemo moči in postajamo simbol svobode ter pravičnosti. Svojo vztrajnostjo in modrostjo sprejemamo odgovornost za svoje življenje in prispevamo k skupnosti. Zato danes in tukaj izrekamo deklaracijo neodvisnosti z močjo, ki seže v globine naše suverenosti. Naša pot je samosvoja, je pravno stoječa, je nepropustna za zatiranje ali za prisilo. Naj bodo naše besede krone, izdelane iz modrosti in ljubezni in sočutja. Naj bo naš govor danes mogočen in neponovljiv, saj združuje Božjo modrost s naravnim pravom ter premišljenost in razsodnost z duhom svobode. Hvala vam vsem, ki ste danes prišli fizično v center. Hvala vam vsem, ki ste se pridružili na Zoomu ob tem zgodovinskem trenutku, v katerem bomo s svojimi dejanji soustvarjali in razglasili, česar svet še ni slišal. Naša suverenost bo zasijala kot nepretrgana zvezda na nebu, ki nas vodi v svetlo prihodnost. Danes bomo stopali naprej, da utrdimo našo suverenost in da vsak trenutek praznujemo svobodo ter odgovornost in hvaležnost do Božjega stvarstva. Danes smo se zbrali kot ena skupnost, da izrazimo neomajno suverenost in odgovornost kot posamezniki in kot skupnost društva Belis. Mi, člani Društva za srečno življenje Belis, ob tem nosimo težko odločitev in v skladu z našo suverenostjo sprejemamo zakon, ki smo ga sprejeli z ust Društva Belis o izstopu iz Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije. In ta deklaracija izraža našo željo po vzpostavitvi neodvisnosti in avtonomije v odločanju o svojih prihodnosti ter zavarovanju pravic, vrednot ter vloge naše skupnosti v slovenski družbi. Odločitev o izstopu iz Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije je tehtna, je premišljena in izraža našo odgovornost do svobode in do prihodnjih generacij. Torej, v tem času, ko prevzemamo polno odgovornost za svoje ravnanje, se zavezujemo k spoštovanju univerzalnih načel svobode, pravice in enakosti. Vztrajali bomo pri ohranjanju miru, sodelovanju z drugimi narodi ter skupaj iskali rešitve za globalne izzive. S to zavezo želimo postati samostojni in odločni pri doseganju sreče, blaginje in harmonije za našo družbo. Verjamemo, da bo in je izstop okrepil našo neomajnost v vztrajanju suverenosti ter nas povezal v še močnejšo skupnost. Naj bo ta deklaracija zapis neomajne volje in odločitve Društva Belis za boljši jutri, ki ga gradimo z lastnimi rokami, z ljubeznijo do vseh in skupnim ciljem za srečo in svobodno življenje. Sledi deklaracija, ki jo bomo prebrali in potem seveda tukaj slovesno, ti, ki smo fizično podpisali, ostali se nam boste v duhu pridružili. Kdor bi želel se še podpisati pod deklaracijo, bo tukaj v centru in kadar boste prišli mimo, ste dobrodošli. Prostora za podpise je dovolj. Nekateri so prišli že podpisati, ko so za to zvedeli, da danes ne bodo mogli priti še naprej. Tako da hvala vam za strinjanje in za sprejetje. Še prej, preden preberem, pa bi vam rad pokazal, kako pravzaprav to izgleda. Se bom tukaj priključil na našo deklaracijo in jo bom podelil, da boste videli v bistvu, kako izgleda v vseh jezikih. In to je deklaracija Društva za srečno življenje Belis, najprej slovenska. Tole bomo potem prebrali, ko pregledamo tole skozi,
Tukaj so že nekateri podpisi, to je datoteka, mi imamo tukaj to fizično, pa bi želel že kar pokazati v angleški jezik, vidite, tukaj v hrvaški jezik, povsod, kjer so naši člani. V vse jezike, kjer so naši člani, nismo uspeli prevesti, zaradi tega, ker v glavnem so potem tam tudi angleško govoreči, ampak kjer so bolj lokalpatrioti, smo pa to prevedli, a ne? In tukaj tudi vidite francosko, italijansko, imamo iz Italije kar precej članov, potem nemško, tudi iz Nemčije, Avstrije, a ne? Španije, to, kar se tiče Španije, evo tukaj imamo tudi z Rusije, imamo to rusko, a ne? Potem tudi nekaj imamo iz Kitajske, Kitajcev imamo tudi nekaj, ki si želijo dostojnega življenja, ne takšnega, ki ga živijo, tudi tole imamo, gledajte, potem slovaški jezik in pa seveda mađarski jezik. Zdaj bomo pa slovesno prebrali to deklaracijo. Sprejemamo deklaracijo ob prisotnih funkcionarjih in predstavnikih Društva za srečno življenje Belis. Sprejemamo deklaracijo neodvisnosti, ki temelji na univerzalnih načelih svobode, pravice in enakosti, ki so neodtujljive in vgrajene v nas kot del Božjega stvarstva. Drugič, naša suverenost izvira le iz Božjega prvotnega impulza za ustvarjanje, ki nam je podaril edinstvene darove in potenciale. V naših rokah je ključ do svobodne volje in pravice, do osebne izbire. Svojo moč udejanjamo s svojo modrostjo, razumevanjem, pravičnostjo in Božjim sočutjem. Kot suvereni posamezniki smo si vsi enaki in nedeljivi. Svojo vztrajnostjo si prizadevamo za ohranitev vrednot iz te deklaracije v vseh okoliščinah. Naša odgovornost do svobode nas povezuje v trdno skupnost, kjer spoštujemo raznolikost in si prizadevamo za skupno dobro. Naša suverenost in pravice ne izvirajo iz zunanjih virov, temveč iz notranjega jedra našega bitja, ki je povezano z ljubeznijo, naravnimi zakoni in matematično logiko. Svojo svobodo uveljavljamo v skladu z našo ustavno listino, ki nas vodi k pravičnosti in enakosti za vse. V deklaraciji neodvisnosti izražamo našo trdno voljo, da bomo živeli v skladu s temi načeli in bomo spoštovali pravice, modrost, sočutje, ljubezen in dostojanstvo vsakega posameznika. Kot skupnost se zavezujemo, da bomo podpirali in ščitili te vrednote za prihodnje generacije. Glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost, se državljani Slovenije lahko s to deklaracijo svobodno povezujemo v Društvo za srečno življenje Belis, ki izraža duhovnost, moč, potrpljenje, skromnost, harmonijo in neizpodbitnost v trdnosti, da postanemo simbol naše suverenosti in odgovornosti v družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo z naravnimi danostmi v skladu z danimi zmožnostmi državljanov in članov društva. Naj živi Društvo za srečno življenje Belis, ki danes razglaša in praznuje svobodo vsakega posameznika. Naj živi svoboda, naj živi suverenost. V Ljubljani dne 2. avgusta 2023. To je datum, ko smo jo sestavili. Torej, hvala vam, da ste se pridružili temu zgodovinskemu trenutku. Skupaj bomo gradili trdne temelje za našo svobodo, suverenost, da bomo živeli v skladu z Božjim stvarstvom. Naj bo naša pot osvetljena z modrostjo, z ljubeznijo in sočutjem. Naj bomo povezani kot eno, da bomo soustvarjali boljši svet za nas. Sedaj pa vas slovesno povabim, vse tiste, ki še niste podpisali deklaracije, da stopite kar lepo po vrsti, kakor ste tukaj. Evo. In pišete, samo moment, da mi jaz to pogledal, če tale svinčnik ok. Ja, evo, nekaj podpis.
Srčna hvala. Ja. Evo, izvoli. Hvala. Lepo. Kdo želi? Ja. Hvala. Ja. Tako sem še jaz najstarejši. Evo. Tole. Ja. Tako. Smo. Ok, hvala lepa. Evo, da se vsem iskreno zahvalim, tisti, ki ste, evo, takole smo podpisali in še na naslednji strani, tako da srčna hvala. To je svet dokument, imamo to za vas pripravljeno tudi v taki obliki, ki se lahko ohrani, postavi ali v okvir ali pa se ima doma. S tem namenom smo v bistvu to tudi naredili, da je bolj prisotno. Namreč imamo naš statut, ampak statut človek prebere, potem pa malo pozabi. To ga pa skozi spominja in prav je, da imamo to vedno pred očmi, v vsakem pogovoru, v vsaki življenjski situaciji. Skratka, povsod v življenju naj nas spremlja to, kar piše. Tudi predlagam, da se kakšen dan v tednu tudi to premeditira, ker so noter načela in principi, ki so univerzalni, ki nas zavezujejo in nas ne zavezujejo k temu, kar nam kaže naša vlada, ki obljubi eno, dela pa drugo, v bistvu nam z njihovimi deklaracijami, ko se zavezujejo tujim organizacijam, namesto volivcem, ki smo jih volili, vsaj ne vedo, kaj delajo. Srčna hvala za to, da se vidimo. Srčna hvala vsem.